Najprej bi rad od tebe, da se mi predstaviš, poveš, kdo si in kaj delaš, koliko si star. Moje ime je Jure Šavron, star sem 28 let, prihajam iz Ankarana. Kaj je bilo še vprašanje? Kaj delaš? Snemam podcaste, snemam oddajo, radio, službujem, treniram, živim. Jaz sem Matej Rimanič, star sem 23 let, snemam podcast, snemam radijsko oddajo, delam projekte, ki jih dobim. Tako da ja, probam se imeti lepo v lifeu. Jure, Oj. kaj je pa tvoj najljubši moment iz podcasta to leto? Ko končamo snemati. Eden je rekel, ne vsi. Kaj letos je bilo, ko me je Anabel z vodo zalila? Ono je bilo lani. Sanskega moškega, našega Aljota, Berganta, Edisa Šišerja, imeli smo Katko, Lucijo, Jana, Jerneo Grina, Azran, ki dela grafite, Petra Parovel, Barbarian, Nedoha smo imeli. Nedo je to dober, pač. Mislim, meni je ful jako, ko je tip na našem podcastu rekel, da bo zmagal vse te turnirje, zdaj jih zmaguje, pač tako prejak tip. Moj najljubši je bil Aljo. Zakaj? Imel zanimive zgodbe. Nisem vedel, da je tip... To je človek, ki je živel pred življenjem. Ja, pač živel je, vse je živel. Ampak dejansko tudi vsi, ki so nam rekli, tako, kjer je tvoj najljubši podcast, ko jih vprašam, rečejo ti pozadje to. Zadnje to bi bili. Najboljša stvar, ki ti je podcast prinesel. Se mi zdi, da najboljša stvar od podcasta, dajmo biti realni, da dobiš ekstra pozornost, to vsakemu paše. Dobiš komunikacijske sposobnosti, torej se znaš boljše pogovarjati, znaš boljše artikulirati besede, stavke, spoznaš nove ljudi. Ampak jaz mislim, da še vedno, če zberem eno stvar, je to, da dobiš večjo pozornost. Ja, mislim, moram reči punco. Ja, moja punca je pač videla klip na TikToku in pol mi je šla pisati. In še zdaj smo skupaj. Mislim, zdaj smo v takem obdobju, ko smo malo tako na robu, tako da, ko prije to ven, upam, da smo še skupaj. Ampak zaenkrat, ko to snemamo, moram reči moja punca, ne? Mislim, to je res bizarno in lepo, kako skozi neko kreativno delo si našel, mislim, en človek je našel tebe, no, ki si ti dal kreativo ven v svet. Kar lušno. Kjer je tvoj najljubši prostor v studiu? Kjer je tvoj najljubši prostor v studiu? Jaz bi rekel, da vhodna vrata. Ali izhodna vrata? Valjda itak moj sedež. Moj sedež. Najboljši je hladilniki, vse poješ, pa jo skupim šupak. Ti bil dvakrat v trgovini, šta kažeš? Kolikrat si bil ti? In še oni enkrat si bil z mano, ki sem te prisilil. Bomboni, merendine, pašteta, poln hladilnik pijače, štekaš, eden najjačih delov v našem studiu. Tukaj seveda, ker se čarovnija zgodi. Pa tudi meni je una ful lepa, stari, zid spominkov. Zid mi je zelo všeč, zato ker tukaj vidiš lahko našo zgodovino studia, ko se je začelo, prijateljstvo, nohti od Džene, naša prva sovoditeljca, člani Burger Formula, Bünke, naše nepobejbike, darila vsaki dobimo, pri Pahorju, ki smo to spizdili. Ta kotiček bi lahko kaj več napolnili. Ja, I guess. Kaj je največja lekcija, ki ti je prinesel podcast? Lekcija.
Da imaš 2 ušesi z razlogom in 1 usta. Večja lekcija. Da se ful bolj zavedaš, kaj govoriš, kako govoriš in da se aktivno da aktivno poslušaš in premisliš, kaj boš rekel. Zato, ker kakšenkrat, ko gledam za nazaj podcast, ko ga editam, je nekaj sem rekel, ki ne vem, če točno mislim, ali pa sploh nekaj boljšega reči, ampak zakaj nisem rekel, zato, ker pač nisem bil 100% v momentu, ali sem razmišljal, kaj bi goste lahko še vprašal, ali sem razmišljal nekaj drugega, ali mogoče kakšenkrat sem se počutil, da moram biti defenziven in pač nisem mogel ful pristno kaj odgovoriti. In za reč popraviti si imidž imaš komaj naslednji teden čas, da to narediš, tako da pač biti čim bolj pristen v vsakem trenutku, da ne obžaluješ nič, nekaj takega. No. Zakaj pa ti rad snimaš podcast? Ker rad klepetam, dejansko. Pač rad klepetam, odvedno rad klepetam. Lepo je s prijatelji, ba je lepo klepetati. Rad pove, da je zmagal v Kanu. Hvala za opombo. Zmagal sem tudi v Kanu, zato je lepo imeti... zato je lepo imeti podcast, ja. Zato, ko zmagaš v Kanu, da se lahko hvališ pred celo Slovenijo, da si zmagal v Kanu. Katere so 3 stvari, za katere si hvaležen? Na splošno življenju. Ja. Za zdravje, za družino in za svobodo. Ja, sigurno za zdravje in družino, pač mora biti zdravje, da ti lahko delaš. Družina meni ful pomeni, tako da na srečo vse štima. Ja, in tretja stvar je sigurno to, da lahko ustvarjam. Čeprav ne še na takem levelu, kot hočem in stvari, ki jih hočem, ampak tako, da sem kreativen, da lahko ustvarjam. Danes zjutraj smo dali na Instagramu vprašanja, da nas vprašali ste in zdaj bomo odgovorili na vprašanja. Jaka Porenta, kako bi ocenili vaše leto, Jure? Od 1 do 10. 7. 7? Ja. Zakaj 7? Could be better. Ok. Glede, Po moje, veš, odvisno od cena, kako se ti trenutno počutiš. veš kaj je, tako, če bi rekel glede kvalitete, fak je bilo shit, stari. Ampak kaj pa mi je letos leto dalo, padla 10 moram. Kakšna 10? Ja, kot leto, če ga moram oceniti, je bilo shit, stari. A ja? Veš, uno zranje, zdaj vama golom, ona, shit. Ampak tako, ko vidim, fak, dejansko je hudo zdaj imeti vse te lekcije in se zboljšati z tega, tako da, veš da, kinda kar cool, no. Ja, meni je bilo okej. Mislim. Vidmar.tim, zakaj je Jure samski? Zakaj sem samski? Zakaj si samski? Zakaj misliš, da si samski? Ker sem se tako odločil. Ali, mislim, lahko gledaš iz dveh kotov. No, iz katerega kota zdaj ti Gledaš. Ker sem trenutno v fazi, ko moram biti samski. Jan Luis Mazaf _k, kolikokrat si letos seksal? Jaz bom vprašal, kolikokrat misliš tako v lifeu seksal? Je tako malo krat si letos. S koliko različnimi ga vprašajte? Sorry, ti, ki trpaš vse, ker hodim, ona. Raz. Recimo, Kolikokrat v lifeu misliš, da si seksal? 10-krat. Gazi ko buldožer, Mona, od 10-krat, ja, v 3 minutah pizda. Gremo naprej. Kaj pa ti pa te? Moj sem ful razmišljal. Misliš, da ti prideš na 100? Pa če sem bil... A, okej, ti si imel punce, ja, okej, ti imaš leta na meni. Ja. Mislim, ne, ja, upam, da ne sprejem na 100, ne vem.
Ne vem, glede na to, da si enkrat na vikend pri punci, še vedno ni nujno, da vsakič, ja, torej enkrat na teden sigurno, ne, enkrat na mesec sigurno, ne, to je 3-krat na mesec. Ja, okej, zdaj. 3-krat na mesec krat 12, s punco na 36-krat, dajmo, ajde 30-krat, če je, realno. 30-krat s punco je leto pa pol, torej 45, pomaj ti prejš tam do 60, 70. Ok, te kalkulacije imaš malo narobe. _bebar, zakaj na Spotify pride epizoda kasneje kot na YouTube, drugače pa to obstoje kar tako naprej? Ja, Jure, zakaj pride na Spotify na kasneje? No, Jure. Boste veseli, da sploh pride. Zato, ker Jure zamuja. Tudi Jakob včasih zamuja, pa še naslednji dan, tako da... Vsak dodajen dan, ne? Meni Jako pravi, da je to vedno točno. Ni res. Ni res. Ti si uni šupak. Pa ne, oba. Prosim, dajmo se držati. Neža _centrih, maste kakšne za obljube za naslednje leto? Ne, za obljube, ki bi hodil za naslednje leto, jih delam že letos, tako da... Tipo? Kaj? Ne vem, treningi, da probam živeti v trenutku. Jaz hočem denar, najti v čemu uživam in resno začeti jemati fitness, šport in tako zdravo življenje. Kaj ti zvija z očmi? Nisem zadel. Pa to je dobro. Ja ne, moram se spraviti malo v red. Si v redu. Kaj ti je najbolj všeč pri svojemu sovoditelju, Mateju? Najbolj všeč. Najbolj všeč mi je to, da je direkten, bi rekel, da se trudi, da je dober prijatelj. Na Juretu mi je najbolj všeč to, stari, zdaj bom rekel, kaj na klinka, da je starejši. Ampak gre pa dejansko, ful mi je všeč, da imam enega starejšega kolega, ki je dejansko dal že nekaj skozi v lifeu in pač lahko mene kakšenkrat zabremza, ko vidi, da delam kakšno glupost, ali pa dejansko skozi njegove oči lahko vidim, kire stvari so prav, kire niso. In dejansko mi lahko da kakšne nove lekcije, to sigurno, plus ful ima rad denar, pač tako res ima rad denar. In mi je pokazal, kako je lepo imeti rad denar, kako je dobro, da imaš rad denar in kako lahko ustvarjaš denar. In tako čisto mi je malo obrnil sliko o denarju, mentaliteto tako nasploh. In mislim, da zaradi tega, sigurno je on razlog, da, mislim, jaz pač tako, moj račun je prazen, ampak kar je na računu, nekaj sigurno je tudi zaradi Jureta, no tako, kako se poslovno ceniti in držati in pač služiti. Za koliko bi mu ga potegnil, Mateju? Ajde, realna cena, tako, no bullshit, realna cena za koliko? Videl si ga, gor in dol, za koliko bi ga? Nisem ga videl. Pokazal sem ti sliko. Nisem Tim ti je tudi pokazal sliko. Kaj ste gledal? Dobro, videl si ga v travniku, je majhen. Next question. Jure, moj penis v tvojih ustih. Za koliko? Jure, za koliko? Predstavljaj si. Kakšne imaš cilje v 2024? V 2024 bi rad zaslužil 1 milijon. V 2024 do poletja hočem biti mrga. Stari, tako, prej smo se sprdali, da spleskam Jureta, ampak tako, vem, da do zdaj sem si že večkrat rekel, stari, moram se spraviti malo v red, ampak vedel sem, da dokler nimam določenih stvari porihtanih in meni malo bolj
primarno pomembnih, vem, da se ne bom mogel spraviti, ampak zdaj več ali manj sem si vse porihtal in mislim, da naslednji korak je, da si porihtam tudi za reči moje fizično stanje, zdravje in vse, tako da sigurno to in za reči čim več ustvarjati in tako služiti s tem ustvarjanjem. Za reči, leto sem si rekel, da bi bilo leto, ko delam na sebi, za reči najprej sebe, notri, da pogruntam in vse naštudiram. Letos mislim, da nekako mi je to uspelo, da sem lahko pripravljen z drugo leto, da pošopam, poharam in da uživam v tem, kar delam. No. Še malo mi manjka, da najdem točno, kaj je to, ampak mislim, da to v našu 2024, ja, imam ful dober občutek za 24. Tako da se že veselim. Zdaj podcast snimate že 2 leti. Koliko časa misliš, da ga še boste? Koliko časa misliš, da bomo še snemali? Ti odgovori, prvi. Ja, jaz upam, da čim več. To je koliko? Ne vem, ko... 2 leti sigurno še je. 2 leti. Ja, bi. Samo se moramo pogovoriti, v kakšno smer bomo šli. V kakšno bi šel? V bolj poučno. Tipo? Da bi imeli malo bolj... Poučne goste, mati moja, Take, orka Madonna. ne vem, zanimivo bi bilo kakšno znanstveno temo tudi obdelati, daj. Tipo? Recimo, ne vem, zadnjič sem poslušal Frekvenco X mi je bolj zanimiva. In kaj tam? Tam je znanstvene teme. Tipo? Znanstveniki, recimo, ne vem, primer, kaj so govorili zadnjič o sindromu, kako se reče že? Imposter syndrome. Bilo zanimiva tema. Kaj so gotovili? Ne vem, iskreno, ne, nisem nič ugotovil, pač. Dober Sem se naučil, kaj to je, bolj natančno. In potem smo imeli zanimivo temo o astronomiji, ne vem, take zanimive teme, samo pač nismo podkovani na tem področju. Je bilo zanimivo se naučiti? Dejansko ja. Ki mi, ko snemamo radio hit oddajali, kaj ti je tega treba vsak dan ob 7:30, 2:30 in 6:30, tam govorimo tudi te teme, dejansko so tako zabavne, zanimive. Se strinjam. Kaj bi bilo zanimivo tudi dan? Si malo več, da bi naredili kakšen segment, kjer podelamo kakšno knjigo, kaj takega. To si ti rekel, da boš imel book review. Ja, samo. Samo treba brati knjige. Ne preberem dovolj hitro knjige, da bi lahko delal to na tedenski ravni. Jakoba imamo ful radi, ful je priden, delaven, prijazen fant, ubogljiv fant. Jure bi dal kakšno lepo stvar v našemu Jakobu. Ful je v redu. Ja, nič. Lepa hvala vsem, ki nas spremljaste, poslušaste, gledaste, vohaste, vidiste. Uživajte. Ful smo veseli, da nas spremljate, da nas gledate, da nas poslušate. Upamo, da ste dobili kdaj kakšen kanček znanja, kakšno zanimivo informacijo, podatek, ki vam je olajšal življenje. Naslednje leto bomo probali imeti še boljši content in še bolj zanimive teme. Hvala iz srca, uživajte te praznike, imejte se lepo, naj bo leto 2024 še lepše, kot je bilo to leto, brez vas ni nas. To se zavedamo, tako da hvala vsakemu, ki nas spremlja. Jakob, bi rad še kaj dodal za na konec. Srečno in veselo. Čau, čau, uživajte. Ga lahko zdaj odvežeš? Ja. Srečnega pa zdravega. Kakšno je to štiro, Jakob neki zavezal? Ja, očitno. Je to pa res smešno, samo